in ki Maurice. Vsi glasovi kaj jih je, vse sanje, ki prav drzno iščejo izvor ljubezni le. Vsaka črka, vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba, vsak motiček tega svojstva ljubezni priča je. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Gore, hribi in doline, reke, morja, jezera, vsaka dlan, ki sega k tebi, tebi da svoj mir bi ti ponudila. Vsako skromno dobro delo, vsak korak, ki vodi me, vsako upanje v srcu ljubezni priča je. Kako dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kako dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta, občestvo Svetega Duha, ki ga pričakujemo na binkošnji praznik, in priprošnja naše nebeške Matere Marije, Majniške kraljice, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Gospod, naše srce je res nekaj posebnega. Življenje se pretaka skozenj. Ritem srca nas dela žive. Še posebej živo pa je tedaj, ko poskakuje v hrepenenju in pričakovanju. Srce potrebuje ob sebi drugo srce. Človek potrebuje odnos, kajti prav ta ga dela celovitega. Ko se drugi dotakne mojega srca in ga poboža, se zdi življenje polno, popolno. Ta večer ti prinašamo prav naše srce, Gospod. In kot čudovito pravi pesem, moje imaš srce, jaz tvojega bom iskal. Jezus, vzemi vse in vodi me. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Gospod naš Bog, razvnemi naša srca z duhom svoje ljubezni,
da bomo vedno mislili, kakor ti hočeš in te iskreno ljubili v svojih bratih in sestrah. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Ko je tisti dan prišlo do velikega prerekanja, je vstal Peter in govoril apostolom in starešinam. Bratje, vi veste, da me je že davno med vami Bog izvolil, da so pogani iz mojih ust slišali nauk evangelija in verovali. Bog, ki pozna srca, je zanje pričeval, ko je njim dal Svetega Duha, kakor nam. Ni napravil razločka med nami in njimi, ko je z vero očistil njihova srca. Kaj torej zdaj skušate Boga, da učencem nalagate na tilnik jarem, ki ga niso mogli nositi ne naši očetje, ne mi? Pač pa verujemo, da so po milosti Gospoda Jezusa zveličamo tako mi, kakor oni. Ves zbor je utihnil in poslušali so Barnaba in Pavla, ko sta pripovedovala, koliko znamen in čudežev je Bog storil po njima med pogani. Ko sta umolknila, se je oglasil Jakob in govoril: Bratje, poslušajte me. Simon je povedal, kako si je Bog od začetka izmed poganov milostno vzel ljudstva za svoje ime. Zato sodim, da ne delajmo težav tistim, ki se od poganov spreobračajo k Bogu, ampak jim pišimo, naj se zdržijo tega, kar je ognušeno od malikov, nečistovanja, mesa zadušenih živali in krvi. Mojzes ima namreč od starih časov v vsakem mestu svoje oznanjevalce, ki ga vsako soboto berejo v shodnicah. To je Božja beseda. Bogu hvala. Da znali bi si o ljubezni in o miru bi prepevali. Takšen svet bi rad ustvaril, svet glasov dal, za otroke in odrasle, za vse ljudi sveta. Če bi bil drevud cvetoče, kakor jablana, cvetove svoje bi podaril vsem ljudem sveta. Črni, beli in rumeni, bratje, sestre bi bili, o ljubezni in o miru bi prepevali. O ljubezni in o miru bi prepevali. Alleluja, alleluja, alleluja.
Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas. Ostanite v moji ljubezni. Ako boste spolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem jaz spolnil zapovedi svojega očeta in ostal v njegovi ljubezni. To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Verjetno ste opazili, da je danes med najpogosteje omenjenimi besedami pri bogoslužju že doslej bila ljubezen. Molili smo, naj Gospod napolni naša srca z milostjo svoje ljubezni. Jezus nam ravnokar razlaga, da naj ostanemo v njegovi ljubezni, ker potem bo tudi veselje v nas. In z ljubeznijo bo začinjena še vsa nadaljna nocojšnja šmarnična sveta maša, seveda tudi nocojšnji prizor šmarnične zgodbe. Nekateri se spomnite od včeraj, drugim bom pa jaz povedal. Marija je prišla za nekaj dni iz šole, ker je imela rojstni dan. Hej, Ježek, kaj ko bi malo počasneje? Morda se najprej predstaviva in poveva, o kom sploh pripoveduješ. No, jaz sem jezik zvedal, to je Luka, ki je napisal evangelij, pripovedujeva vam pa o Mariji, ki bo Jezusova mama. Zvedal, Marija je šele v šoli in še lep čas ne bo postala niti žena, kaj šele mama. Ampak jaz čutim, da bo postala mama in sem zelo nestrpen, ker me zanima, kako se boste z Jozefom poročila. No, dragi prijatelji, zvedal je pač zvedal. Vse bi rad izvedel še malo prej, kot se to zgodi. Vam bom jaz povedal, lepo počasi. Marija obiskuje šolo, judovsko šolo, precej drugačno od tistih, v katere hodimo mi. Ta čas je Marija doma, ker je imela rojstni dan. In res je, na praznovanju je bil tudi prijatelj Marijinega bratranca Šimona. Jožef je Mariji podaril srček, ki ga je sam izdelal iz lončarske gline. Luka, nič novega nisi povedal, to zitak vsi vemo. In škoda, da zapravljaš čas. Kmalu bodo na vrsti prošnje, midva pa še vedno nismo povedala nič novega. Dragi Ježek, dragi Luka, se res opravičujem, da se vmešavam, ampak dogovorili smo se drugače in sedaj res malce zapravlja ta čas. Kaj če bi se prosim utihnila, ker je zdaj čas za en družinski pogovor. Marija ravnokar prihaja k svojima staršema. Dragi prijatelji, tu sta Marijina mamica Ana in njen očka Joachim. Mami in ati, hvala, da ste pripravili tako lepo praznovanje za moj rojstni dan. Ah, Marija, draga, bilo nama je v veliko veselje. No, še posebej zdaj, ko si v šoli in se res poredko vidimo. To je bil najlepši rojstni dan v mojem življenju. Oja, Marija, zatem sem opazila, da si bila zelo, zelo živahne volje. Ne vem, kaj neki je tvoje srce naredilo tako veselo. No, imaš že vse pripravljeno. Jutri zgodaj zjutraj odrinemo nazaj proti šoli. V bistvu sem vam želela nekaj predlagati. Mami, sama si dejala, da se zelo redko vidimo. Tudi jaz vaju zelo pogrešam. Pa mislim, da je doma veliko dela in zdaj sta sama za vse to. Ja, Marija, zanimive skrbi ti hodijo po glavi. Od kdaj pa te to tako skrbi? Razmišljala sem, da sem bila morda že dovolj časa v šoli. Brati in pisati že znam, pa računati tudi dovolj dobro, da me noben trgovec ne bi mogel goljufati. Mar ni to dovolj? Marija, kaj pa se dogaja s teboj? Saj veš, da je učiteljica Rahela dejala, da se boste v drugem delu leta posvetili svetemu pismu.
In poznati Sveto pismo je še veliko pomembneje od znanja računanja. No, je se treba kaj razlagati, verjetno se tudi sami slutite, kaj se dogaja z Marijo. Ja, nekaj se dogaja z njenim srcem. Saj sem vedel, prvi sem vedel, kaj se bo zgodilo. Marija je čisto čudna, zaljubljena je. In če se vrne v šolo, se z Jozefom ne bosta videla vsaj 2 meseca. In zdaj skuša mamico in Natja prepričati, da bi ostala kar doma. Ja, Marija je začutila svoje srce. Ni čudno, da je bil to njen najlepši rojstni dan doslej. Še dobro, da ima Marija modre starše. Marija, veš kaj, bom kar iskrena s teboj. Tudi sama sem opazila, da se v tvojem srcu nekaj dogaja. Nekaj lepega. In ljubezen je lepa in sladka reč. To, kar čutiš sedaj, je nekaj najlepšega, kar se ti bo v življenju zgodilo. O, Bog pomagaj, kdo pa sploh govori o ljubezni? Joj, Marija, pa saj ni treba, da kdo govori, saj kar sije iz tebe. Poglej, Jožef je čudovit fant. In z Atijem sva zelo, zelo vesela, da sta se spoznala. In zelo vesela sva, da se je v vama prebudila ljubezen. Uživaj v teh občutkih. A do življenja moraš ostati vseeno še vedno odgovorna. Tako kot je dejala mama, treba je ohraniti trezno glavo. In midva ti bova pri tem pomagala. Šolo boš lepo dokončala, pa pika. Prav, ata, seveda jo bom. In Marija, Jožef te bo počakal. Tako je, če je pravi zate in če te je res vreden, te bo počakal. Če je ljubezen prava, ne mine. Marija je v teh trenutkih doživljala tako poplavo čustev, da je komaj dihala. Tudi če bi še kaj hotela reči, bi verjetno sploh ne prišla več do sape. Po eni strani je bila goreče zaljubljena v Jožefa in bila je neizmerno srečna. Saj je čutila, da je tudi ona Jožefu zelo všeč. Pred mamico in Atijem je bilo o tem zelo nerodno govoriti, saj je bila to prva njena taka izkušnja. Ja, ampak hkrati se je ob njima počutila tako zelo varno. Čeprav si je želela ostati doma, je v delčku srca vedela, da imata ati in mamica prav. Vrniti se mora v šolo. Ampak Jožefa bo pogrešala. Kako zelo ga bo pogrešala, to je vedela. Morda pa bi lahko prišel kak dan k njej. Čudovito bi bilo, ko bi lahko tudi on šel v šolo. A Jožef ne more v šolo. On že dela v mizarski delavnici. Misli v Marini glavi so švigale s tako hitrostjo in srce v njenih prsih je bilo tako živahno, da bi skoraj poskočilo iz nje. Marija je objela svojo mamico in Atija. Pripraviti je morala vse za na pot. Čim prej, ko si bo vse pripravila za v šolo, prej se bo lahko dobila še za nekaj trenutkov z Jožefom. Ježek, pa ne da ti je nerodno. Meni? Nerodno? Kako neumno pa razmisliš? Jaz sem jezik zvedal, na hrbtu imam bodice, nikogar me ni strah in pred ničemer me ni nerodno. Ampak malo si pa zardel, kaj? Luka, spet mi nagajaš. Raj si povej, kaj se je potem zgodilo? Zvedal, vem, da te bom zdaj spravil malce v slabo voljo in verjetno še koga od naših dragih šmarničarjev. Bo treba še malo počakati, da ugotovimo, kaj se je dogajalo v nadaljevanju. Čas nam je zares potekel in tu je že čas, da dobremu Bogu izrečemo naše prošnje. Lepa ljubezenska zgodba se vam ne zdi? Pa ne samo tista, ki utripa v srcih mlade Marije in Jožefa, ampak tudi tista modra ljubezen, ki diha in govori iz ljubeče mame Ane in modrega in preudarnega očeta Joahima.
Tudi to je ljubezen, da znaš drugemu dati potrditev, da mu poveš, čudovit fant je Jožef, da mu poveš, če je ljubezen prava, te bo počakala. In tudi to je ljubezen, da v pravem trenutku znaš reči, tako bo in pika. V vsakem primeru pa je ljubezen v tej ali drugi obliki vselej tista, ki nam jo podarja Gospod. Tako kristjani verujemo, vsaka naša ljubezen je samo delček Božje ljubezni, zato se tudi nocoj s svojimi prošnjami obračamo nanj, ki je izvir vsega dobrega in vsake resnične ljubezni. Gospod, prosimo te za vse, ki še niso našli ljubezni, pomagaj jim jo najti in prepoznati. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te za vse tiste, ki jih nimamo dovolj radi, da bi jim zmogli odpustiti in biti do njih dobri. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te, da blagosloviš vse tiste, ki so zaljubljeni. Pomagaj jim, da bodo zgradili odnos ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te, da bomo kmalu odkrili cepivo za virus in da bomo lahko objeli vse tiste, ki jih imamo radi. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te za vse tiste, ki smo jih imeli radi in so se že poslovili od tega sveta, da bi uživali s teboj v nebeškem kraljestvu. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, ti si ljubezen, napolni s to ljubeznijo tudi naša srca. Saj živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Kakor smrt je ljubezen trdna, kakor podzemlje ni na goričnost ni žali, so žali ognja, ni plameni, Gospodovi plameni. Veseli se
Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, posveti te darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Ljubljeni Oče, zares smo veseli, ko se ti zahvaljujemo in te skupaj s Kristusom slavimo. Slava ti, rad nas imaš. Tako si nas ljubil, da si za nas ustvaril ta svet, ki je tako zelo velik in lep. Slava ti, rad nas imaš. Tako nas imaš rad, da nam daješ Jezusa, svojega Sina, ki nas vodi k tebi. Slava ti, rad nas imaš. Tako nas imaš rad, da nas v Jezusu združuješ kakor otroke ene družine. Slava ti, rad nas imaš. Za tako velik dar ljubezni se ti zahvaljujemo z angeli in svetniki, ki te molijo in z njimi kličemo. Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Dobri Oče, naj bo hvaljen Jezus, ki si ga ti poslal, saj je prijatelj otrok in ubogih. Prišel je k nam, da bi nam sam pokazal, kako naj ljubimo tebe in se imamo radi med seboj. Prišel je, da bi nas odvrnil od hudobije in sovraštva, ki je ovira za prijateljstvo in resnično srečo. Obljubil nam je svetega duha, ki je vse dni z nami in nam daje Božje življenje. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Bog naš Oče, prosimo te, pošli svojega svetega duha, ki naj te darove kruha in vina spremeni v telo in kri Jezusa Kristusa, tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda. Tisti večer pred svojim trpljenjem nam je pokazal, kako zelo nas ljubi. Ko je s svojimi učenci sedel pri večeri, je vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Jezus, za nas si umrl. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, jim ga podal in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Jezus, za nas si umrl. Na to jim je Jezus rekel: To delajte v moj spomin, to je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, spominjamo se smrti in vstajenja Jezusa, odrešenika sveta. Sam se nam je izročil, da se moramo z njim darovati in bližati tebi. Slava in hvala tebi, naš Bog. Gospod naš Bog, usliši nas in podeli duha svoje ljubezni vsem, ki se udeležujemo te svete daritve. Naj bomo v tvoji cerkvi vedno bolj eno, skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi, duhovniki in vsemi, ki služijo tvojemu ljudstvu. Naj te vsi slavimo kot ena družina. Nikar ne pozabi tistih, ki jih imamo radi, pa tudi ne tistih, ki jih nimamo dovolj radi. Priporočamo ti tudi vse, ki so umrli v tvoji ljubezni, dobrotno jih sprejmi k sebi v nebesa.
Naj te vsi slavimo kot ena družina. Prosimo te, zberi tudi vse nas nekoč pri sebi, skupaj z Devico Marijo, Jezusovo in našo materjo, da bomo v tvojem kraljestvu slavili večni praznik, kjer ti bodo vsi Jezusovi prijatelji brez konca prepevali. Naj te vsi slavimo kot ena družina. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Ko govori ljubezen, so besede odveč. Ljubezni preprosto ne moreš utišati. Njen zven dušo poboža na način, ki daje moč tudi takrat, ko svet kriči. Ljubezen je bila navdih številnim umetnikom, ki so jo podobili v pesmih, slikah, filmih. Na Facebooku pa sem nedavno opazila fotografijo, na kateri je bil zapis: Ljubezen smo vselej upodabljali srcem, a spoznala sem, da je pravzaprav upodobljena v križu. Ljubezen je močnejša od zdravil, od orožja, celo od smrti. In prav o tem govori križ. Gospod, ti si ljubezen, je zapisal Janez. Spreletela me je misel, da so tudi besede molitve Oče naš pravzaprav besede ljubezni, ki si nam jih ti sam podaril. Spregovorimo jih skupaj. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, in nam podari mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Prosimo te, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir vodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Klop v parku, travnik, gorska steza, pesem, fotografija, glineno srce, prsta na roki, pismo ali cvetlica. Ja, vse to so lahko zgolj predmeti ali običajne stvari, ki jih srečujemo vsak dan. Lahko pa se za vsem tem skrivajo zgodbe. Zgodbe, ki so spletle odnos. Dve srci, ki sta se ugledali. Čeprav nista govorila, sta vedela, da si pripadata. Oči so vedele, da v očeh drugega vidijo življenje. Trenutek, ko se zgodi ljubezen, si naše telo zapomni za vselej. Ob tem spominu se hrani človeška duša, ko ji zmanjka zalog. Si morda že pozabil na trenutke, ko je tvoje srce prvikrat okusilo ljubezen? Spomni se o tem večeru, kako je tvoje srce gorelo tedaj. Ljubezen prinese s seboj tudi občutje miru, občutje, da pripadaš, da si izbran. Povabim te, da danes narediš nekaj lepega za srce bližnjega, ki ga imaš rad. Jožef je Mariji podaril glineno srce. Kako boš ljubezen pokazal ti? Ko govori ljubezen, srce drugega to začuti. Morda kdo že dolgo pogreša tvoj objem. Naj ta večer ljubezen najde pot do srca tvojega bližnjega. Mir s teboj. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Povabljeni, da zmolite molitev za prejem duhovnega svetega obhajila. Sveti Duh, pridi od srca, sinovi ljubezni vždi duha, ti nas osvobajaš vse strahov. Podeli cerkvi svojih darov, preko gorskih vod razlivaš moč, na večer škrlat krasiš nebo, toda v meni ena želja ti, da v mojem srcu spet zaživiš. Pridi Sveti Duh, pridi luč srca, sinovi ljubezni vždi duha, ti nas osvobajaš vse strahov. Podeli cerkvi svojih darov, vsako misel, vse, kar govori, ti vse, kar storim, napolniti, kajti v meni ena želja ti, da v mojem srcu spet zaživiš. Pridi Sveti Duh, pridi luč srca, sinovi ljubezni vždi duha, ti nas osvobajaš vse strahov. Podeli cerkvi svojih darov, bodi kraj vse sanj, kraj vse skrbi, vsega, kar miluje in še ni, kajti v meni ena želja tli, da v mojem srcu spet zaživiš. Pridi Sveti Duh, pridi luč srca, sinovi ljubezni vždi duha, ti nas osvobajaš vse strahov. Podeli cerkvi svojih darov. Zahvalimo se najprej za milost duhovnega svetega obhajila. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo. Hvala za tvoj objem. Hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Poleg zahvale za duhovno sveto obhajilo, pa je tudi ta večer v srcih naših mladih šmarničarjev še marsikatera druga zahvala. Gospod, hvala ti za vse ljudi, ki verjamejo v nas in nas spodbujajo, da še naprej razvijamo svoje talente. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala ti, da si nam pokazal, kaj pomeni imeti rad. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala ti za vse ptiče petje in zeleno obarvane griče, travnike in vse stvarstvo, ki si ga tako čudovitega ustvaril. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala ti za vse tiste, ki nam vsak dan pokažejo, kako veliko jim pomenimo in skrbijo za nas. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala ti za našega Mitja, ti nas učite to imeti rad župnijo in tebe.
Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Nebeški Oče, nasitil si nas z enim Božjim kruhom, napolni nas z milostjo Svetega Duha, da bomo v pravi ljubezni postali eno v mišljenju in dejanju. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ja, tako blizu konca družinskega dela tega šmarničnega tedna smo. Že 2 tedna sta za nami, že kar lep del zgodbe o Mariji. Zdaj nas seveda čaka še današnje žrebanje. Zdaj, preden se lotimo žrebanja, vam seveda moram povedati pravilne odgovore včerajšnjega dne. Torej, prvo vprašanje je spraševalo po najpogostejši besedi, ki jo je Marija izrekla. Statistična analiza besedila je pokazala, da je to beseda Jožef. In to je Marija izrekla včeraj kar 8-krat in vedno Jožef. Tako z ljubeznijo in zaljubljenostjo. Je pa bila šmarnična komisija zelo prizanesljiva in tudi, če niste povsem natančno zadeli tega odgovora, je vaše ime še vedno v tem bobnu za žrebanje. Drugo vprašanje pa je bilo, kdaj bi morali biti včerajšnje šmarnice, glede na to, da je Marija praznovala rojstni dan. Pravilni odgovor je seveda 8. september, ker takrat je praznik, ko se uradno spominjamo Marijinega rojstnega dneva. Čeprav seveda je to dogovor, ne vemo mi natančnega datuma, ampak takrat je pa praznik Mali Šmaren ali Marijino rojstvo. No tako, zdaj pa, da ne bomo preveč nestrpno čakali, žrebamo 5 nagrajencev ali nagrajenk, to je že prva ali prvi, mogoče jih je celo več na enem listku, spet 2, 3, 4 in še zadnji. Zdaj, tako kot smo se dogovorili, te nagrade od celega tega tedna bodo vnočljive od jutri dalje, pa potem seveda cel vikend ali pa naprej, razumljivo. Sladoled ima dolg rok uporabe, slaščičarna jagoda na vidmu. Prvi nagrajenec, pravzaprav nagrajenka je čestitke Marjanca Golob. Torej, čestitamo za nagrado. Gremo dalje pogledati, kaj piše na drugem listniku. Na drugem listku je zapisan Florjan Resnik, tudi reden šmarničar, vsak večer čestitke Florjan, naš birmanc letošnji. Potem sta sestrica in bratec, Ajda in Ožbe Pfeiffer, iskrene čestitke obema, ostanita zveste šmarničarja. Na predzadnjem listku, tu nas je kar več, in sicer Mirjam, Elija in Sofija Križman. Zdaj, kolikor vem, Sofija še ne bo smela svojega sladoleda, bo pa njeno kepico lahko kdo drug. Torej, dobrodošli iz Brežic na vidmu. In še zadnji nagrajenec. Te bojo tudi mogli kar daleč priromati. To so pa družina Možič iz okolice Maribora, iskrene čestitke. Tako zdaj boste pa imeli dober razlog, da enkrat priromate v Krško. Torej, čestitke vsem. Seveda pa tudi nocoj nagradno vprašanje. Izmed tistih, ki ste nocoj pri šmarnicah in boste pravilno odgovorili, seveda sledijo nagrade v ponedeljek. Zdaj najprej še druge stvari. Torej, jutri v soboto, jutri in soboto, priložnost za to, da se tudi v cerkvi v živo udeležite svete maše. To ne bojo družinske šmarnice, ampak običajna tedenska sveta maša, ampak bo pa v živo, vključno z zakramentalnim svetim obhajilom, lepo vabljeni. V nedeljo pa, tako kot minulo nedeljo, priložnost priti k sveti maši
Seveda tudi v živo, zjutraj že ob 7, tisti, ki radi vstanete, ali pa potem ob 10 dopoldne. Sicer pa prenosi svetih maš, tako kot smo navajeni, tudi jutri in v soboto, v nedeljo pa ob 10. Zdaj pa paste nagradno vprašanje nocojšnjega večera. Za odgovor na to vprašanje boste imeli nocoj izjemoma nekaj več časa. Recimo tudi, če boste v naslednje pol ure odgovorili, bo odgovor štel. In paste, v ponedeljek ne bomo žrebali nagrajencev, ampak bomo izbrali nagrajence. In sicer vprašanje se glasi. Glejte, zdaj Marija in Jožef sta se opazila, začutila sta se, ne? Veliko tistega, kar je danes Maša pripovedovala, tistih lepih čustev, strasti, hrepenenja se je prebudilo v njunih srcih, ne? Se še spomnimo, kako je to prijetno, ne? Ampak Marija zdaj tam v šoli, v Magdali, to je kar daleč, ne? Jožef v Nazaretu že dela, ne, pri očetu, naročil veliko, dela bo veliko, ne? Sej 2 meseca ne bosta imela priložnosti, ne, verjetno, da se vidita. Kaj bi jima svetovali? Kaj naj naredi Jožef? Ali pa kaj naj naredi Marija? Ali pa kaj naj rečeta drug drugemu? Ali pa kako sporočilo naj si pošljeta? In sicer izmed vseh teh vaših nasvetov, bodisi Jožefu ali pa Mariji, bo Šmarnična komisija izbrala 5 najbolj odličnih in inovativnih odgovorov. Smo se razumeli? Torej v komentar napišete svoje ime in priimek in potem v oklepaju en dober nasvet za Marijo in Jožefa, kako naj prebrodita to obdobje ločenosti, ne, in kaj naj vmes naredita. In morda se kak ta nasvet uresniči celo v Šmarnični igri v prihodnem tednu, ker seveda deloma nastaja sproti. Tako, smo pa seveda vsi povabljeni, to zdaj bolj velja za odrasle šmarničarje, tako kot nas je danes že Maša skušala prebuditi v taki resnični ljubezni, torej v odprtosti za božjo ljubezen, ki jo delimo drug drugemu in bodimo tu ustvarjalni, ne samo nocoj, ampak v teh dnevih, ki so pred nami in so vedno znova priložnost. Hvala vsem, ki smo bili tudi nocoj skupaj pri Šmarnicah, še sklepni blagoslov, pa sklepna pesem, potem pa že razmišljamo, ne, kaj bomo svetovali Jožefu ali Mariji. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Naj nas blagoslovi in varuje na priprošnjo Majniške kraljice, naše mamice Marije, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Šepeta in dežne kaplje mimo šija vroče čelo, sonce in malica, vse okrog mene je polno življenja. Polja in jezera, otroški smeki, dviguje se pod oblake. Dedek in babica, vse, kar pogledam, spominja me na te. Tvoje roki so dale nam življenje, tvoje roki odkrile so nam luči temo. Namanile so praznino vesolja, tvoje roke usvojile so svet. In dežne kaplje mimo šijo vroče čelo, sonce in malica, vse okrog mene
samo življenja, ustvaril si življenje. Hvala ti, ustvaril si ljubezen. Lep večer vsem in lahko noč.